Pozdravljeni vsi skupaj na predstavitvi knjige Homerske himne v sklopu besednih postaj Filozofske fakultete. Knjiga, lahko pokažemo, takole izgleda, se bo videli. Knjiga je šla lani, se pravi leto 2019, v ediciji Sibera, založbe Družina. Gre pa za integralni prevod korpusa Homerskih himn v slovenščino, ki smo ga pripravili 4 prevajalci, ki smo tudi danes sodelujoči, se pravi Lara Vnuk, Olonca Zupančič, Blaž Zabel, pa jaz, Blaž Božič. Knjigo je poredil Brane Senegačnik. Zdaj, mogoče čisto kratko predstavitev bo izgledala tako, da bomo vsak prevajalec predstavil nek tematski sklop, pa pripravil neko himno oziroma odlomek himne, v primeru, da gre za daljšo himno, ki jo je prevedel. Jaz sem pa te sklope vmes napovedoval, samo toliko, da bomo vedeli, kako bo potekal. Čisto na kratko, mogoče samo v korpusu himen, vsebini knjige, kako je knjiga sestavljena, pa kaj Homerske himne sploh so. Tukaj gre za sklop 33 pesnitev, religiozne vsebine, ki so posvečene različnim božanstvom Olimpa in ki so nastajale v bistvu v zelo dolgem časovnem obdobju. Nekako najstarejše se datirajo v 7. stoletje pred našim štetjem. Najmlajša, ki je pa v bistvu himna Arasu, je pa verjetno nastala šele v 5. stoletju, oziroma v carski dobi, v 5. stoletju našega štetja, če drži, da je avtor Proklos Neoplatonik. Glede na to nastanek njihov se umešča v bistvu tudi med najstarejše spomenike starogrške književnosti. Sama oznaka Homerske himne, Homerske to je tradicionalna oznaka, ker gre pač za pesnitve, ki so nastale v tradicionalnem epskem metru in slogu, v jeziku, ki je podoben Homerjevemu. Velja pa konsens, da gre v bistvu za himne različnih avtorjev. Danes o tem bomo tudi več povedali v bistvu predstavitve. Mogoče v knjigi, še toliko, pač nekako glede na to, da gre pač v bistvu za to relativno neznana besedila oziroma manj poznana, smo jih probali nekako čim bolj približati sodobnemu bralcu na ta način, da smo nekako pred vsako himno naredili uvod, ki pojasnjuje nekatere okoliščine, se pravi, recimo, ki so pomembne za razumevanje, se pravi, ali kontekst bolj v literarnem smislu, ali pa pač navezava na določene kulte, tudi pač pojasnila glede božanstva naslovnika in pač njegovega mita. So pa tudi v bistvu dosti smo nekako probavali tudi z opomami pod črto, nismo skoparili, glede na to, da je pač vse enkrat dosti pojasnili, bo treba tudi dodati za neko razumevanje. Večinoma gre za neka v bistvu bolj sprotna pojasnila nekih realij, deloma tudi za neke prevodne dileme, s katerimi smo se srečevali, pa za tudi tekstno-kritično vprašanje v določenem segu. Zdaj, pol same te prevode v bistvu dopolnjujejo spremne besede, glavno spremno besedo je prispeval urednik Brane Senegačnik. Tukaj je v bistvu bolj sploh o kontekstu teh himen, o izvoru njihovem, tudi recimo v himni na splošno, to je tako nekako najbolj v bistvu priporočljivo branje tudi za uvod, pred branjem samih odlomkov himen. Potem so pa še 3 dodatki, en je o dataciji himen. O tem bo tudi Blaž Zabel več povedal. O ljuzinskih misterijih, ki dajo, oziroma skušajo podati neko splošno sliko tega religioznega obzorja in s tem tudi pač himnične poezije. In poleg tega pa v bistvu še pač o Demetrinem kultu in Persefoninom pregled tega kot motiva pač v antični književnosti. Zdaj, če nekdo, ki bi hotel študirati himno v originalu, bo mogoče prišlo tudi ta slovar imen, indeks, ki smo ga sestavili na koncu, ki gre v bistvu nekako za pojavitve raznih izrazov, lastnih imen, občih imen in z mestami v himnah. Tako nekako mogoče za nek splošno vod, zdaj bi pa kar mogoče Lari predal besedo, ki bo predstavila pragmatiko himne in povedala nekaj o konceptu himne v antiki in predstavlja svoj izbrani odlomek. Pozdravljeni. Torej, kaj je pomenila himna v antiki? Šlo je za vrsto religiozne, obredne pesnitve, ki je pač ni določal verz, bila je pisana v različnih verznih načinih. Kot skoraj vsa antična, v bistvu kot vsa antična poezija je bila v resnici izvajana ob glasbenem spremstvu. In v himnah so avtorji v bistvu nagovarjali bogove, se jim zahvaljevali, jih častili. Torej
lahko bi rekla, bila himna v bistvu častilna pesem, posvečena Bogu. Medtem, ko je bil recimo en komi častilna pesem posvečena kakšnemu človeškemu junaku. In ko pravimo Bogu, se mislimo seveda v širšem smislu tudi vse heroje, pol bogove in tako dalje, recimo predvsem Herakla. V našem primeru homerske himne so zdaj zakaj homerske himne? Homerske himne seveda v resnici ni napisal Homer, ker pač so nastajale v različnih stoletjih, v različnih slogih in je seveda izključeno, da bi bil avtor en sam, ampak v antiki so pač kot marsikaj te himne pripisali Homerju, zato verjetno, da so jim dodali neko težo. Druga stvar, ki jih mogoče nekako delno povezuje s Homerjem, pa je to, da so se homerske himne po najbolj razširjeni teoriji izvajale kot uvod v rapsodične pesnitve. Tako recimo to dokazujejo, na to nas napeljujejo neki verzi, recimo že v Odiseji, ko pač pove, da je pesnik vstal in zapel pesem o bogovih, preden začne pa svojo epsko pesnitvijo. Rapsod se pravi, boljša beseda, ne pesnik. Tako da ja, homerske himne so bile najverjetneje neke vrste uvodi pred epsko pesnitvijo, namenjeni pač priklicanju določenega božanstva, verjetno na različnih praznikih religiozne narave. Sama sem v to zbirko prispevala 2 dolgi himni in 2 krajši, in sicer himno Demetri in himno Hermesu. Bom začela kar s predstavitvijo himne Demetri. Himna Demetri je posebna v več pogledih. Predvsem je zanimiva, ker nam prinaša neke informacije o eleuzinskih misterijih, ki so, čeprav so bili v bistvu glavni misteriji grškega antičnega sveta, kljub vsemu so nam njihovi detajli precej neznani, zato ker je vladala stroga prepoved misti, se pravi posvečenci eleuzinske misterije niso smeli o njih govoriti. No, in zato lahko na podlagi recimo te pesmi himne Demetri, ki pač pripovedujejo o himni Demetri in Persefoni, torej 2 poglavitnih boginjah eleuzinskih misterijev, ki tudi vedno nastopata, ne samo v tej himni, tudi v kultu, v čaščenju, običajno nastopata skupaj, kot 2 aspekta mogoče, recimo temu narave. Ena je mati, druga je hči, ena je mlada vegetacija, druga je boginja ploda, boginja pšenice, boginja narave v razcvetu, ki prinaša darove ljudem. Medtem ko Persefona prinaša recimo letne čase. In o tem govori ta himna pravzaprav, kako je prišlo do tega, da je Persefona postala boginja, ki simbolizira pomlad in menjavanje letnih časov. Drugič seveda lahko povežemo z različnimi starejšimi, ta himna pač, ki govori o Persefonovem spustu v podzemlje, lahko jo povežemo z različnimi sumerskimi epi, različnimi starejšimi epi, kot je recimo sumerski ep o Inaninem spustu v podzemlje, pa potem o babilonski ep o spustu Ištar v podzemlje. Zdaj, tretja stvar, ki je pa tudi zanimiva, je pa, da je ta himna ena od redkih literarnih reliktov, ki pripovedujejo o življenju antične ženske, o ženskem svetu v antiki, zato ker, kot veste, je večina kanoniziranih avtorjev pač bila moških, z redkimi izjemami, kot so Sapfo, Korina in tako dalje. In imamo ta ženski svet zelo malo pogleda. Medtem ko v himni Demetri se vse dogajanje pravzaprav odvija, vsi glavni dogodki se dogajajo v ženskem svetu, pa naj se bo to ženski svet boginj ali ženski svet ljudi. In recimo vidimo tudi tak konflikt med matriarhalno silo, med Demetro in patriarhalno silo Zevsom, ko v bistvu Zevs in njegov brat Had sama odločita, da bo pač Had si vzel Persefono za ženo. In v himni je zelo pogosto opozarjano, da je to naredil nelegitimno. Nelegitimno zato, ker ni vprašal njene matere, mogoče ne boginje. In s tem je to boginje tudi osramotil. Zato pač je en pomemben motiv te himne, recimo je Demetrin srd, njena jeza, ki zamaje temelje ustaljenega patriarhalnega reda in na koncu v bistvu premaga na nek način ta red. Ne popolnoma, ampak do neke mere s tem, da pač izsili, da ji mora Had vrniti Persefono. In na nek način Persefona, ki pač sprejme Hadovo podmuklo, recimo temu ponudbo in pod zemljo poje zrnce granatnega jabolka, ni povsem jasno. Gre tu res za prevaro, je bila Persefona res prevarana, ali pa se je Persefona samostojno odločila, da bo pač prevzela vlogo, ki jo si bo pomagala, v kateri bo samostojna od matere, kateri bo ločena od matere, samostojna, zato ker s tem
ko je Persefona ugrabljena in prisilno poročena s Hadom, pri katerem pač preživi pol leta. Pol leta se pravi preživi pod zemljo in to pač prinaša zimo na svet. In pol leta preživi na zemlji in to prinaša pomlad. Torej, a se moče sama celo odločila za to, da bo pojedla to granatno jabolko. In pač to odpira polje veliko psihološkim interpretacijam, psihoanalitičnim in pa seveda in tu se tu odpira polje za feministične debate pač ob tej himni. Poudariti je treba, da v bistvu, čeprav Persefona povzroča, čeprav pri Persefonu spuščanje in prihajanje na zemljo povzroča letne čase, v resnici to ni neposredni vzrok. Neposredni vzrok je Demetrina jeza. Ko se Demetrija jezi, ogroži obstoj tako bogov kot ljudi. In njena jeza se v bistvu razplamti v dveh fazah. Najprej se razjezi na narod bogov, zapusti Olimp in pač noče komunicirati z nikomer, ne pusti se prepričati. Po drugi strani pa pač se spusti med ljudmi, kjer skuša pač vzgajati nekega princa, iluzijskega princa. In ko ljudje ne morejo spregledati njenega božanskega načrta, ko ga pač pokvarijo, potem se razjezi še za ljudi in šele takrat se v bistvu odloči za to, da bo uničila svet v bistvu. Tako. Pa bom kar prebrala en odlomek iz himne Demetri. Samo trenutek, da ga še delim z vami. Prebrala bom ta odlomek, ki pač govori o Demetrini Persefonovi ugrabitvi. Na mehki livadi je trgala rože, vrtnice, žafrani lepe vijolice, peronike, hiacinte in še narcisto, ki jo je Gaja pognala za vabo dekletu s cvetočim obrazom, da bi po Zevsovi volji ustregla gostitelju mnogih. Čudežno, žarečo, pogled pa je nanjo vzbujal strmenje, tako nesmrtnih bogov, kakor smrtnih ljudi. Iz korenine je zrasla stotira cvetov in zavela sladka vonjava. Vse širno nebo nad njo in vsa zemlja sta se zasmejala, pa tudi slani morski valovi. Tedaj osupla iztegnila roki, da bi pograbila lepo igračko. Zemlja s širokimi poti je zazijala na Niški poljani, iz nje plani vladar, ki gosti mnogo imeni Kronosov sin z nesmrtnimi konji. Zgrabil jo je in jo na silo odpeljal na zlatem vozu, ona pa je jokala. Prediljivo je kričala, klicala očeta Koronida, najvišjega, najplemenitejšega. Nihče izmed nesmrtnikov, niti izmed smrtnih ljudi ni slišal krika, še oljke ne, ki dajejo bleščeče sadove. Samo ljubezniva Perzova hči je zaslišala iz svoje votline, Hekata z lesketavo tančico in vladar Heli, svetlih Hiperionov sin, kako dekle kliče očeta Koronida. Ta pa je sedel daleč proč od bogov, v svetišču, polnem molilcev, prejemal je lepe daritve od smrtnih ljudi. Čeprav ni hotela, jo je po Zevsovem naklepu odpeljal očetov brat z nesmrtnimi konji, poveljnik mnogih, ki mnoge gosti, mnogo imeni Kronosov sin. Dokler je boginja še videla zemljo in zvezdno nebo, morje z nočnimi tokovi, polno rib ter sončne žarke, dokler je še mislila, da bo spet videla ljubo mater in rod večnih bogov, je upanje še slepilo mogočnega duha, čeprav je bila hudo nesrečna. Vrhovi gora in globine morja so zadoneli od njenega nesmrtnega glasu in zvišena gospa mati jo je zaslišala. Ostra bolečina je prebodla srce, z lastnimi rokami si je z božanskih las strgala tančico, ramena prekrila s črnim ogrinjalom in se kakor ptica roparica pognala čez kopno in morje ter jo iskala. Tukaj se srečamo že v uvodnem delu, se pa srečamo z veliko motivi, ki sem jih omenjala, se pravi z nasprotovanjem Persefone in Demetre proti tej ugrabitvi. Vidimo tudi posebnosti himne, je še ena posebnost, je njen lirični slog, psihološko doživet lirični slog. Vse to slikanje pač, čudežne narcise, tega božanskega čudeža v bistvu, s katerim je pač Had premamal Persefona in tako dalje. No, druga pesem, ki sem jo prevedla, žal nimam časa predstaviti obeh, je pa himna k Hermesu. Vredno je omeniti predvsem zato, ker gre za redek primer v bistvu komične himne, v kateri se pač religiozno prepleta s komičnim. Recimo Hermes, čeprav velik bog, je hkrati tudi prvi antični trikster in kot tak se pojavlja tudi v komedijah. Tako da res priporočam branje tudi himno Hermesu, ker je pač čisti užitek in bralca res lahko nasmeje. Tako od mene. Blaž, prižgi mikrofon. Se pravi, čujem, nisem jih veš, če ti razumel to zelo. No, hvala, Lari.
Zdaj bi pa kar nadaljeval, pa v bistvu jaz sem uvodoma sem pomešal, se pravičujem, o dataciji po avtorstvu bo govorila Polonca Zupančič, ko bi jo prosil, da nadaljuje, pa predstavila bo himno Apolonu, tako. Ok, zdravo, se pravi nekaj besed o dataciji himen pa avtorstvu, nekaj smo že slišali. Prav, datacija je zelo široka, nekako himne segajo že po eni varianti, eni interpretaciji od konca 8. stoletja pred Kristusom, tiste najstarejše, pa potem do pravzaprav 5. stoletja po Kristusu. Tako da imamo en tak velik časovni razpon, v katerem so nastajale. Zdaj, kako si pa pomagamo z datacijo? Imamo 3 nekako linije, s katerimi si pomagamo. Ena je lingvistična, tako da pač pogledamo, kako se je jezik razvijal in pač primerjamo ta jezikovni razvoj. To pride bolj upoštev v teh daljših himnah, tako recimo zvemo, da so te še kar zelo podobne homerskim epom in so verjetno istočasno nastale tam nekje druge polovice 8. stoletja ali pa kasneje. Potem lahko primerjamo himne po vsebini s temi sočasnimi deli in tudi lahko za nekatere ugotovimo približno, jih lahko umestimo v stoletje. Recimo konkretno vemo, da je moral avtor Iliade že skoraj poznati himno Dionizu, ta je tista prva v seriji, ali pa da je himna Afroditi nastala za Iliado, ampak pred Odisejo. Spet zaradi vsebinskih elementov, ki jih ima. Ali pa da je himna Demetri, ki jo pač Lara prevajala, verjetno nastala šele po Afroditini himni, ker se zgleduje po njej. Recimo taka bi bila vsebinska potem datacija. Tretja veja je pa potem na podlagi arheoloških odkritij, to je pa bolj redko uporabljeno, pride pa upoštev ravno pri moji himni, to je tista 3. himna Apolonu. In vemo, da ta himna opisuje prvo Apolonovo svetišče in arheologi so res odkrili neke ostanke in tisto najstarejši tempelj naj bi bil nekako iz druge polovice 6. stoletja pred Kristusom. Tako da himna je verjetno sočasno nastala oziroma kasneje, prej pa sigurno ne. Podobno recimo himna Panu, vemo, da je nekako okrog leta 500 moralo nastati, ker prej, 500 ali kasneje, ker se prej ta kult Pana sploh še ni razširil izven Arkadije, to je tista srednja pokrajina na Peloponezu. Ali pa ta himna, ki je pa tudi Blaž, bo potem kaj več povedal, himna Aresu, ki je v bistvu pravzaprav najmlajša iz 5. stoletja po Kristusu, ki pa itak izstopa v jezikovnem vsebinskem pogledu in je pravzaprav zanimivo, kako je postala del korpusa in tudi ne vemo, a je bilo to nekako po nesreči ali nekdo zavestno to umestil. Tako da še enkrat tak zelo širok razpon in potem različni pristopi k dataciji in tudi različne seveda potem datacije, nimamo dokončnega odgovora, katero himno umestiti, vemo samo to, da niso nastale istočasno. Potem tudi glede avtorja je že pač Lara omenila, homerske himne so pripisane Homerju, ampak zelo verjetno on ni bil avtor, ravno z tega, ker so nastale v različnih časovnih obdobjih. In tudi viri iz antike že govorijo eni v prid, eni pa proti avtorstvu Homerja. Omenja tudi v himni Apolonu, recimo konkretno se omenja en drug pesnik, Kinajtos z Hiosa in se tudi pač predstavlja kot avtor. Ali pa Proklos, himna Aresu, tako imamo več možnih avtorjev, ni nič gotovega. In tudi o teh imenih, ki se pojavljajo, spet ne vemo, ali so to res tisti pisci himen, ali so jih samo zapisali, ali so mogoče izvajalci, ki so preoblikovali to ustno izročilo in ga pač zapisali in je ta oblika prišla potem do nas, to ni jasno. Zdaj, kaj vemo, tako kot Lara že prej rekla, da v bistvu gre bolj za to, da se poudarja ena taka tradicija. Vse te himne so verjetno se vsaj sprva prenašale bolj prek ustnega izročila iz roda v rod in so res bolj poudarjale to tradicijo, epsko tradicijo in zaradi tega tudi imenovanje potem homerske. Tako da verjetno se je povezana s tem tudi njihova raba, ni potrjeno, ampak najbolj verjetna interpretacija so, da so bile pravzaprav rabljene kot nek priročnik za rapsode. Te rapsodi so bili že profesionalni pevci, izvajalci epske poezije, ki so se opirali na te himne in jih seveda tudi izvajali in potem tudi po svoje preoblikovali. Na začetku so bili ti pevci tako imenovani aojdi, so izvirali iz aristokratskih družin in so potem na dvorih izvajali poezijo, sčasoma so pa potem to vlogo prevzeli rapsodi,
kot sem rekla, to so pač v bistvu profesionalni pesniki, ki so pa se bolj umikali v svoje združenja, v svoje cehe in na tekmovanjih to poezijo izvajali. Tako nekako je potem to povezano tudi s Homerjem. Tako da avtorstvo tudi odprto vprašanje. Zdaj, moja himna je himna, jaz sem prevedla več himen, himna Apolona je najdaljša, tako da bi predstavila to. Pripoveduje pa, da povzamem, nekako se deli dva dela. V prvem delu govori o njegovem rojstvu na Delosu in je tudi poimenovana Deliska. Bom en odlomek iz tukaj. V drugem delu pa potem govori o gradnji Apolonovega templja, ki sem ga omenila, in pa o prvih Apolonovih svečenikih, je pa potem imenovana pitijska himna. Tako da v prvem delu ta povsem začetek, ena taka himna, počastitev Apolona. Spomnil se bom, ne bom zapostavil Apolona, strelca z daljave. Kadar gre on preko Zevsove hiše, trepetajo bogovi. Vsi se privzdignejo svojih sedišč, kadar se bliža in napenja tetivo na ožarjenem loku. Le Letoja ostane ob Zevsu, ki meče strele, popusti tetivo na loku in tulj za puščice zapre. Sname mu lovsko opremo z mogočnih ramen, vzame jo v roke ter jo obesi na steber očetovi hiši in na klini zlata. Nato ga povede na prestol in nanj posedi. Oče mu v zlatem kozarcu ponudi nektar in pozdravi ljubega sina, zatem pa še druga božanstva se usedejo vsako na svoje mesto. Letoja, mogočna gospa, se vzradosti, ker je rodila mogočnega sina in lokostrelca. Tebi, oblačena Letoja, pozdrav, ker si rodila prekrasna otroka, kralja Apolona in pa Artemido, ki siblje puščice. Njo si rodila v Artigi, njega na skalnatem Delosu. Ko si se uprla na gorsko višavje ob Kintijski hrib, blizu Palmovja ob strugi reke Enops. Ale kako naj te v himni slavim, ko pa se v vseh himnah pojavljaš? Kajti povsod ti Fojbas pripadajo pesmi vseh vrst, kakor na zemlji rednici telet, tako po otokih. Ljubi so ti vsi gorski vršaci in skrajni vrhovi, vzvišenih gor in reke, ki tečejo v morje, rti, ki strmo padejo v vodo in morski zalivi. Ali naj pojem o tem, kako te je Letoja rodila, o rado za smrtne ljudi, ko se je uprla v Kintijski hrib na kamnitem otoku. Delos so obdane z valovi, ko se je z vsake strani valilo na kopno, temno valov je prignano od glasno bočečih vetrov. In tako naprej, tam se pripoveduje o njegovem rojstvu. Potem sem pa mislila še o tem, kako Apolon premaga divjo pošast Pitona v Delfih in tam zasnuje svoj tempelj. Spravi, zdaj pripoveduje tej pošasti. Kdor je naletel na kačo, mu je tisti dan prinesel pogubo. Dokler ni vanjo pognal mogočne puščice vladar Apolon, ki vselej zadane iz daljave. Grozna bolest je trgala kačo, obležala je silno hropeč in se valila po tleh. Iz nje se tedaj izvije neopisljivo brezmerno kričanje, po gozdu se suka v gosih zavoj, zdaj sem ter tja, in dušo izpusti v krvavih zdihljajih. Fojbos Apolon je ponosno rekel: Tukaj na zemlji rednici zdaj izgni. Kaj ti ne boš preživela, da bi bila še naprej zlo in poguba za smrtne ljudi, ki jedo se zemlje rednice številnih in bodo semkaj nosili brezgrajne daritve. Britke usode bo ti odbil ne Tifon, niti zloglasna Himajra, pač pa bo že poskrbela črnikasta Gaja, bo že poskrbel sijoč Hiperion, da zgniješ. To je ponosno povedal, njej je tema zakrila oči. Heli je sveto močjo povzročil, da je zgnila na mestu, po njej se sedaj ta kraj imenuje Pito, ljudje pa vladarja kličejo z devkom Pitijec, ker je prav tam Heli z rečo močjo povzročil, da je pošast strohnila. Tako, to bi bilo glede mene. Sem pa prevedla še nekaj krajših himen Apolonov, pa ženskim boginjam, Artemidi, Ateni in še kakšne druge krajše. Ok, hvala Polonci. Zdaj bi pa nadaljeval Blaž Zabel, ki bo govoril malo o tem, kako so se himne ohranjale, o rokopisih, v kateri so prišle do nas, pa nekaj o tekstni kritiki, tako da kar prosim lepo. Ja, hvala lepa. Tale moja predstavitev je bolj kot za filologe, ki vidim, da jih je med nami kar nekaj, če pogledam tale seznam gostov, mišljena za tiste, ki pač ne poznajo filologije in
in pač niso tako vešči, recimo antičnih besedil. In predvsem, ko tukaj beremo te prevode, sem želel na kratko predstaviti, kaj pravzaprav pomenijo kako so prišli do nas, kako so se ohranili ta besedila, ki smo jih potem prevedli, in torej kaj pravzaprav bralci, ki boste posegli po tem našem prevodu ali pa ste ga že prebrali, kaj je pravzaprav se skriva v ozadju. Torej, odgovor na to vprašanje, torej te ohranitve homerskih himen, je podoben temu odgovoru, ki velja za večino antičnih del, predvsem pa to velja pravzaprav za vsa antična literarna dela. Potrebno se je zavedati, da zapisi besedil, take kot je na primer so homerske himne, da niso nastali sočasno z nastankom samih pesnitev. Torej, ko govorimo o najstarejših obdobjih antične književnosti, pravzaprav ni ohranjen noben sočasen zapis. In tako lahko rečemo, da so vsa literarna dela do nas prišla v bistvu posredno, torej preko drugih virov. Zdaj, morda se včasih zgodi, predvsem recimo za Homerja, to velja Iliado, Odisejo, da se je kak vers ali kakšen košček besedila ohranil še iz antike, zapisan na kakšen kamen, na kakšno keramiko ali pa na kakšen košček kovine, recimo za kakšno poezijo, to kdaj velja, ampak to pač nobenega takega zapisa nimamo ohranjenega za homerske himne. Homerske himne so se pač tako kot velika večina ostalega antičnega izročila ohranile v srednjeveških rokopisih. Nekaj verzov je pa ohranjenih tudi na papirusnih fragmentih, pa še ti verzi so pravzaprav vsi ohranjeni tudi v rokopisih. Zdaj, pomembno je, da so rokopisi in te papiruse najdbe, in to je recimo precej, se mi zdi presenetljivo za nekoga, ki ne pozna dobro antične književnosti, da so pač te zapisi precej, oziroma pač kar je ohranjeno, precej mlajše kot sama literarna dela. Zdaj, Polonca je govorila o dataciji, govorila je, da se večino himen datira tam nekje med 7. do 5., 4. stoletje pred našim štetjem. Papirusi, recimo papirusni zvitki, jih datiramo nekje med 3. stoletjem pred našim štetjem do 5. stoletja po našem štetju, recimo okrog 1. stoletje po našem štetju, recimo da eno tako plodno obdobje. Rokopisi pa seveda so šele veliko starejši, tudi pač do 1000 let, 1500 let po našem štetju. Zdaj, ti rokopisi, ki ohranjajo antično izročilo, so se stoletja prepisovali v različnih samostanih in na tak način so v bistvu ohranili tista dela, ki so verjetno pred tem krožila v obliki papirusnih zvitkov. In tako se je skozi generacije prepisovalcev, torej tako v antiki, pa potem v srednjem veku, ohranilo tisto, pač kar se je nekako ohranilo do danes, in pač večino danes poznanih literarnih del je ohranjenih v tej rokopisni tradiciji. Seveda, to je pa nekako pomembno in bistveno je, da je ob tem prihajalo do različnih napak, ki so jih delali prepisovalci, in do izgube delov besedil. Tako da besedila, ki jih danes imamo in ki jih prevajamo, beremo v originalu in tako naprej, so produkt 2000-letne tradicije prepisovanja oziroma prepisovanja, predoddaje besedil in so tako v bistvu zgolj nek približek tega, kar so brali ali pa si pripovedovali ali peli v antiki. Zdaj, homerske himne so ohranjene v 29 različnih rokopisih, vsi rokopisi so iz 15. stoletja, torej pomislimo lahko, kakšna je razlika med najstarejšimi zapisi, ki jih imamo, torej iz 15. stoletja v homerskih himnah, in datacijo, torej med 8., 7. in 5. stoletjem pred našim štetjem. In le en rokopis, na primer, ohranja prvo himno, torej himno Dionizo, in drugo himno Demetri, pa še ta rokopis je bil ohrit v bistvu v sredini 18. stoletja. Zdaj, seveda se mi prevajalci nismo lotevali razvozlavanja teh rokopisov in se nismo pretirano, razen tam, kjer ni bilo to res pomembno, spuščali v same rokopise. To je seveda naloga strokovnjakov, ki se ukvarjajo z rokopisi, predvsem filologov, ki se posvečajo tekstni kritiki.
In ti poskušajo iz ohranjenih virov izluščiti tisto, kar so pač tisočletja prepisovali in poskušajo pravzaprav pripravijo neko kritično izdajo, ki pa ni nič drugega kot na podlagi teh rokopisov oblikovan nek filološki približek antičnemu besedilu. No in različne izdaje teh kritičnih besedil je tisto, kar smo mi prevajalci v bistvu vzeli kot osnovo, ko smo pripravljali te prevode. No, zdaj bi pa prebral samo še kratko himno Afroditi, ki na nek verjetno najlepši način predstavi rojstvo, torej mit o rojstvu Afrodite. Zdaj pa samo, da jaz delim tole. Takole. Lepo, veličastno Afrodito zlato krono bom opeval, njo, ki pripadajo obzida vsega morskega Cipra, kamor jo je odnesla vlažna moč zefirja, v mehki morski peni, prek valov glasno šumečega morja. Tam so jo hore z zlatimi načelki radostno sprejele in odele v božanska oblačila. Na nesmrtno glavo so ji položile diadem, lep in zlat, izvrstno izdelan, v prebodene mečice, pa cvetlične uhane iz orikalka. Blažem, zdaj pa za konec bi jaz še par besed o prevajanju, v načinu prevajanja, ko smo se ga mi lotili. Zdaj, kot smo že omenili, so himne sestavljene pač v tem značilnem metromu epske poezije, to je entaklijski heksameter, za katerega obstaja v Sloveniji, v slovenskem prostoru, precej močna tradicija slovenjenja s slovenskim heksametrom. Zdaj, mi smo nekako odstopili od te tradicije in smo nekako probali heksameter sloveniti na drugačen način. Zdaj, to predvsem iz dveh razlogov. Ena je želja po nekem natančnem oziroma točnem prevajanju, zvestem prevajanju izvirnika. Na drugi strani pa tudi to v bistvu na nek način smo se želeli probati, kako se lahko heksameter tudi slovenno, neko širitev izraznih možnosti na področju tega prevajanja. Zdaj, v drugih jezikih je to že v bistvu kar vpeljano, tako da imamo recimo več prevodov istega klasičnega besedila, naprimer eno je v metričnih prevodih, eno so v proznem prevodu, pa pač v raznih umestnih načinih. Zdaj, nekako mi smo probali vseeno nekako ohraniti to, gre za neko literaren prevod, tako da nismo hoteli, da bi zašlo to zdaj v čisto prozo, tako da smo se odločili za ritmiziran prosti vers. Tako da smo probali vseeno ohraniti nek ritem, ki smo ga probali poustvarjati na neke druge načine, ne pač z nekim regularnim metromom. Na ta način smo, upam, da lahko tudi pač nekako filološko bolj natančno prevajali in hkrati upam, da nismo zašli za čisto neko to prozaičnost, to bomo prepuščali pač seveda bralcem v presojo. Nekako je pa želja ta, da se mogoče spodbudi nek premislek o tem, kot rečeno, o načinih prevajanja. S tem je pa seveda tudi povezano pač v bistvu vprašanje večkratnega prevajanja istih klasičnih besedil. To je tudi recimo mogoče neko vprašanje, ki se v slovenskem prostoru ne odpira prav pogosto. Tako da to je nekako mogoče beseda o prevajanju. Jaz bi zdaj, glede na to smo pri koncu predstavitve, v bistvu predstavil še to 8. himno Aresu, ki je bila zdaj že večkrat omenjena. Tukaj gre v bistvu za najmlajšo himno v korpusu in nekako najbolj stopa v ostalih himen. Zdaj, kot rečeno, ena teorija v avtorstvu je ta, da je pač avtor neoplatonski filozof Proklos, ki je živel v 15. stoletju, ki je sicer tudi avtor 7 tako imenih filozofskih himen, ki predstavljajo nek dost poseben dvoj znotraj tradicije grške himnike v pozni antiki. Zdaj, predvsem so opazne neke stilične značilnosti, preko katere se predvsem zelo ločuje od ostalih himn v korpusu in spominja v bistvu na dva glavna tipa himen, ki jih pač so ohranjene iz pozne antike. To so na eni strani orfiške himne, na drugi strani pa magične himne. Zdaj, tukaj predvsem Polonca že omenila to recimo gosto nizanje epitetov, ki se načeloma pojavlja večinoma samo na začetku, v tem delu himne, v invokaciji. Tukaj pa pri tej himni se pa v bistvu cela himna sestoji iz tega gostega nizanja epitetov.
In to je neka stvar, ki se zelo pogosto pojavlja, predvsem v magičnih himnah, recimo tam imamo tudi zelo dolge himne, ki se stojijo iz samih epitetov, iz invokacij božanstva. Tukaj je tudi bazen, mogoče pri tej himni Aresu en ta močen sinkretistični element, se pravi to gre za stapljanje dveh pa več božanstv v eno, ker je na nek način v bistvu ta pojav se meša na področju religije, ima pa tudi recimo svoj nekako ta izraz v poetiki. Himne tukaj recimo gre lahko za to, da neko božanstvo pesnik imenuje z drugim božanstvom, se ga na ta način poistoveti. Pri tej himni Aresu je moč ta moment je viden, gre za neko določeno zanimivo konverzijo med Ateno pa Aresom, sicer Atena tukaj ni imenovana nikoli, je pa v bistvu Ares prevzame nekako to, on se v bistvu umesti na ta polja, nad katerimi bedi ona, ne. To recimo oba sta nekako bogova, ki se povezujeta z vojno, s tem, da je Atena ima nekako, ona v bistvu bedi nad temi bolj pozitivnimi posledicami vojne, pa to je nek način vzpostavitev tega reda, ki je vladal prej, recimo, medtem ko aresovski vidik je pa to vedik uničenja bojnega meteža, krvoločnosti. In tukaj recimo je Ares v bistvu imenovan kot ta, ki v bistvu je porok za nek ta red, ki se vrne v bistvu nad mesto. Dost še mogoče ena stvar pri branju, tukaj je tudi nek tak, v bistvu tudi tako izstopa neka kozmološka alegorika, ki je tudi tukaj, no to recimo iz tega gradi in ta glavnih argumentov za avtorstvo, se to pripisuje Proklu. Medtem ko dostikrat je bilo tudi v nekih preteklih študijah, se to povezuje z neko orfiškimi himnami, tudi zaradi tega, medtem ko zanimivo je, da 65. himna orfiška, ki je tudi posvečena Aresu, se ravno o tem ločuje, no, tako da to je mogoče čisto neka zanimivost, no, ki v bistvu samo površinsko deluje, da je zaradi tega podobna, ampak pravzaprav ni, no. Ok, zdaj bi pa še spol to, kar prebral še, pa bi prosil Blaža, če lahko ta, sprav himna, 8. himna Aresu. Presilne Ares, ki stežo pritiskaš na bojni voz, ti z zlatim šlemom, Ares neustrašnega srca, ščitonosec, rešitelj mest v svobronstem orožju, Ares močnih rok, neutrudni, silviti kopajnik, branitelj Olimpa, oče bojevite Nike, temeljni pomočnik, kratilec opornih in voditelj najpravičnejših, žezlonosec kralj možatosti, ti, ki vrtiš svoj ognjeni obroč med smedmeropotnimi čudesi etra, kodr te neumorno nosijo ognjeviti žrebci po tretjem nebesnem obodu. Usliši me, o zaveznik smrtnikov, dajalec cvetoče mladosti, izli blažeči žarek na moje življenje in bojna moč, da bom mogel pregnati krnečo strahopetnost iz glave in srcem odbiti nagon, ki slepi mojo dušo. A tudi, da bom zadržal ostrih src svojega srca, ki me žene na pot krvavega bojnega meteža. Raje, oblaženi, mi nakloni pogum, držati se nenevarne postave miru in obežati bojo sovražniki in nasilnim keram. Ok, to je tudi to v bistvu z moje strani, smo na koncu. Tako da zdaj ne vem, če iz publike, če je še kakšno vprašanje, pa tudi se zdaj preklopite. Če pa ne, pa tudi končamo v bistvu. Ja, če slučajno je, ampak mislim, da se lahko publika sama, če ima kdorkoli vprašanje, lahko sami se vklopite si svoj mikrofon in pač postavite vprašanje. Mikrofon je narisan v spodnjem robu levo. Ja, če nišče. Noč, pa se zahvaljujem na vsem, ki ste prišli, ki ste se priklopili na Zoom. Če je še čas, bi mogoče lahko še ostali povedali kaj o prevajanju svojih himen. Ja, no, po želji, če kdo želi še od drugih prevajalcev. Ja, lahko bi povedali, recimo, da je to bil ne samo, da je vsak prevajal svoje himne, ampak je bil to kar nekak skupen prevajalski projekt v smislu tega, da tukaj je recimo veliko delo opravil tudi profesor Brane Senegačnik, ki je v bistvu bil
urednik, a ne. Smo se pa prevajalci in s urednikom seveda večkrat dobivali in usklajevali svoje prevode med seboj. Tako naprimer smo poskušali zbirko poenotiti v smislu tega, da čeprav ima vsak prevajalc neko svojo prevajalsko poetiko, smo usklajevali tiste dele besedil, ki so enaki skozi himne, torej recimo različne formulaične, epitetične izraze, formulaične zapise in tako naprej, verze celotne. In pa tudi nekako smo usklajevali, da bi, čeprav se nekoliko prevodi razlikujejo, da bi v bistvu vse nekako poskušali neko podobni estetiki slediti, ne. Če bo kdo drug še kaj dodal glede tega, Lara Polonca. Jaz bi se nekaj dodala, samo da kužka ven spravim. Mogoče Polonca brez? Ne, se že Blaž lepo povzel, je bil dinamičen proces. Smo veseli, da smo uspeli. Lara? Jaz moram reči, da ne vem, če smo to omenili, da so v tej zbirki v bistvu 4 daljše himne, tiste, ki pa je mogoče tako bolj z enega laičnega stališča zanimivejše, ker pač pripovedujejo neko zgodbo, strnjenost, tako kot so neke vrste epske. Čeprav seveda recimo tudi recimo himna Dionizu in tako dalje, ki so bolj se v fragmentih ohranile, imajo svoje lepe lirične, vznesene predvsem trenutke. In tako da jaz sem se recimo odločila za himni Demetru in Hermesu pač po svoji osebni afiniteti. In moram reči, da sta pri prevajanju, pri obeh himnah sem se soočila s precej drugačnimi, slog je bil zelo drugačen recimo. In zato smo se tudi med drugim odločili za svobodni verz, da lahko ostanemo zvesti prevodu in da lahko hkrati, da lahko ostanemo zvesti, ampak da lahko na nek način predamo tudi pač ta stil, ki je recimo pri himni Hermesu zelo šaljiv. Druga problematika pri teh prevodih pa so bili seveda neberljivi odlomki, nerazvozlani odlomki, kot je prej kolega omenil, pač vse te himne se prevajajo na podlagi različnih kritičnih izdaj. Kritična izdaja, to so v bistvu poskusi razvozlati na nek način rokopis in pa manjkajoče odlomke. Tako da to je zahtevalo precej ustvarjalnosti recimo in mogoče potem se razlikuje med drugim prevajanje iz antičnih jezikov od prevajanja iz sodobnih, da pač včasih preprosto deli teksta manjkajo in potem je treba zbrati pač najboljšo interpretacijo in tako dalje. In pa recimo, da himna Hermesu prinaša precej neologizmov oziroma besed, ki se niso drugje izpričane. Še kdo mogoče, če ima kdo še kakšno vprašanje, pripombo, karkoli. Če ne, pa lahko tudi bi se pa zaključil kar. Še enkrat hvala, da ste se pač priklopili na Zoom, da ste nas spremljali to predstavitev. Hvala lepa.